V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, vsi poslušalci in gledalci, ki nas spremljate na družbenih omrežjih, lepo in prisrčno pozdravljeni iz Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto. Danes prihajamo pred Boga z različnimi mislimi in občutki. Nekateri s hvaležnostjo, drugi skrbmi, morda tudi strahom in nemočjo. Ko gledamo prizore požarov, ki te dni pustošijo na Hrvaškem in po Evropi in drugod, vidimo, kako hitro lahko ogenj uniči to, kar je človek gradil leta. Vidimo ljudi, ki zapuščajo svoje domove, hrabre gasilce, ki se borijo z ognjenimi zublji in naravo, ki v trenutku postane ranljiva. Toda prav v teh trenutkih, ko se okoli nas dviga dim, ko ne vidimo jasno poti naprej in ko nas je strah prihodnosti, nas vera spominja, Bog ni zapustil človeka. V Svetem pismu pravi, ko pojdem skozi vodo, bom s teboj in čez reke te ne bodo preplavile. Ko pojdeš skozi ogenj, ne boš zgorel. Dovolimo Svetemu Duhu, da nas danes napolni z Božjim mirom, njegovo bližino in upanjem, ki ga noben ogenj ne more uničiti. Prisluhnimo obvestilom. Obveščam, da sta naša duhovnica Katja Brkič Golob in duhovnik Peter Golob danes na obisku v Evangeličanski cerkveni občini Koper Izola, kjer gostujeta pri tamkajšnjem duhovniku Dušanu Barišiču. Duhovnica Katja bo skupnosti na Obali prenesla iskrene krščanske pozdrave iz naše cerkve. Tam bo služila z oznanilom Božje besede. V znamenje cerkvene povezanosti pa se tega obiska udeležuje tudi inšpektor naše cerkve, gospod Kristjan Štucin. Med nami lepo pozdravljamo našo drago sestro Cvetko Žnidaršič, ki je po več mesecih odsotnosti, okrevanja v bolnišnici, pa še dolga doba jo čaka zaradi bolezni in več operacij, ponovno med nami. Rekla je, da se tega bolj veseli, tega doma cerkvenega, kot tega, da je lahko prišla za nekaj dni domov. Prišla je tako rekoč, lahko povem, brez kovka. To je hrabrost, pogum, velika želja po Božji bližini. Sestra Cvetka se tudi vsem zahvaljuje za molitve. Naj te Bog varuje in pomaga še naprej pri okrevanju in da bo naslednja operacija uspešna. Jutri v ponedeljek ob 19. uri lepo vabljeni v cerkev na molitveno srečanje, ko lahko v edinosti in tišini položimo pred Boga zahvale in prošnje za teden, ki je pred nami. V sredo ob 19. uri pa vabim na posebno predavanje z naslovom Podpis Svete Trojice na nočnem nebu. Nauk treh zvezd. Ste že kdaj pomislili, da je nočno nebo kot veliko platno, na katerem je Bog pustil svoj podpis? Pridružite se v sredo. Dobrodošli. Naslednjo nedeljo ob 10. uri smo vabljeni na naše osrednje tedensko bogoslužje. Kot smo že napovedali, gremo v soboto, 22. avgusta na Gorjance. Letošnji tradicionalni družinski izlet poteka pod motom Korak za življenje. Izlet bo dobrodelne narave, saj bomo zbirali štartnino. Priporočeni znesek je 10 evrov. Ves izkupiček
pa bo šel za nakup novega defibrilatorja pri naši cerkvi. Z defibrilatorjem lahko dobesedno omogočimo pravočasno pomoč in lahko komu podaljšamo življenje. Za sam vzpon na Trdinov vrh imamo pripravljena 2 štarta. Ob 9. uri štarta vrhunska kondicijska tura iz Gaberja pri Šumečem potoku. To turo vodi duhovnik Peter Golob. Ob 10:30 pa klasična družinska tura z izhodiščem pri domu na Miklavžu, ki jo vodi duhovnica Katja Brkič Golob. Na Trdinov vrh, kot tudi na Miklavž, se lahko pripeljemo z avtomobilom. Ob 11:30, ob 11:30 se na Trdinovem vrhu, torej na meji s Republiko Hrvaško, začne skupni program pri cerkvi pri stolpu, ki jo je narisal in tudi oblikoval znani novomeški arhitekt, gospod Borut Simič, ki je tudi našo cerkev prenavljal. Tam bomo imeli duhovno misel z blagoslovom in molitvijo za mir. Ob 13. uri sledi kosilo pri domu na Miklavžu, ki bo po lastni izbiri in plačilu. Cene hrane na domu pri Miklavžu so zelo dostopne. Po kosilu bo čas za druženje, za igre otrok na Košenicah, za obisk vzletišča, za zmajarje, ogled Gorjanskega jezera in še kaj. Zaradi rezervacije prostora pri koči prosim za prijavo do četrtka, ta teden 20. avgusta. Prijavite se lahko pri Leji Brkič ali pri Petru Golobu. Lahko pa tudi s pomočjo elektronskih sredstev. Povabimo družinske člane, sosede, prijatelje, sodelavce in stopimo skupaj za dober namen, za naš novi defibrilator. Zadnjo nedeljo v avgustu, 30. avgusta, pa bo med bogoslužjem potekala posebna predstava za otroke z naslovom Raziskovalci sveta, Bog ima vse v rokah. S to predstavo odpiramo vrata našega verouka, novega veroučnega šolskega leta in predstavljamo klub radovednežev. Želimo, da naši otroci v šolsko leto stopijo pogumno, veselo, radovedno, vedoželjno in z Božjim blagoslovom. Otroci in starši, torej rezerviran čas, nedelja, 30. avgust. Sledi skupna pesem Le Bogu vsa slava.
Izvolite sesti. Biblično vodilo današnje nedelje je: Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pod močno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas. Poezija iz 111. psalma pa glasi: Aleluja! Zahvaljujem se Gospodu z vsem srcem v krogu pravičnih. Velika so Gospodova dela, preiskujejo jih vsi, ki imajo veselje z njim. Veličastvo in sijaj je njegovo delovanje, njegova pravičnost ostaja na veke. Naredil je spomin za svoja čudovita dela, milostljiv, usmiljen je Gospod. Moč svojih del je razodel svojemu ljudstvu. Dela njegovih rok so zvestoba in pravica. Vsi njegovi ukazi so zanesljivi, postavljeni zavedno na veke, izpolnjeni v zvestobi in iskrenosti. Vabim k priznanju grehov. Dobri Bog, vse naše skrbi so zaobjete v tvoji skrbnosti za nas, zato prosimo, odpusti nam našo majhno vero, ker mnogokrat ne zaupamo v tvoje varstvo, ki nam ga nenehno podarjaš. Opogumi nas in nas okrepi, da ti bomo sledili, ne pa izbirali svojih lastnih poti, ki niso v soglasju s tvojo voljo. Odpusti nam, ker v vrtincu naglice in zatopljeni vase izgubljamo tvoj mir in postajamo otopeli v duhu. Težko priznamo, da smo odvisni od tvoje pomoči. Odpusti nam, ker se nočemo pripogniti pred tabo, ti pa si se pripognil do same smrti na križu, da bi nas odrešil. Prosimo za tvoje milostno odpuščanje. Jagnje Božje, ki odvzemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospevu razveseljujejo našo dušo rekoč: izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke pa obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k molitvi. Ljubeči Bog Oče, zbrani na tem svetem kraju, se ti iskreno zahvaljujemo za vse darove, s katerimi nas bogato obdarjaš, in za vse blagoslove, ki jih iz nebeških zakladnic izlivaš na nas. Prosimo te, naj vidimo stisko in trpljenje preizkušenih, nezaščitenih, nebogljenih, slabotnih, nemočnih. Oče, utrdi našo vero, da nas v stiski ne ohromi panika, ampak tvoj mir. Naj naše molitve odražajo hotenje srca, naj nas srce spodbuja k nenehni hvaležnosti, vztrajnosti in služenju. Zakaj ti si velik, delaš čudovite reči, ti si Bog, edini. Naj na dan, ko se bojimo, zaupamo vate. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, predtem pa zapeli skupno pesem Bog, slavim tvoje ime. Daj
Izvolite sesti. Berilo za današnjo nedeljo so vrstice iz apostolskih del 9. poglavja 1 do 20. Medtem je Savel še naprej besnel in grozil smrtjo Gospodovim učencem. Šel je k velikemu duhovniku in si izprosil pisma za shodnice v Damasku, tako da bi lahko vsakega privrženca poti, moškega ali žensko, vklenil in prignal v Jeruzalem. Med potjo, ko se je bližal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč z neba. Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Rekel je: Kdo si, Gospod? Glas pa je odgovoril: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti. Možje, ki so potovali z njim, so obstali brez besed. Slišali so glas, videli pa niso nikogar. Savel se je dvignil, vstal, toda čeprav je odprl oči, ni nič videl. Prijeli so ga za roko in peljali v Damask. 3 dni ni nič videl in ni ne jedel, ne pil. V Damasku je bil neki učenec z imenom Hananija. Ta je imel videnje, v katerem mu je Gospod rekel: Hananija. Glej, tu sem, Gospod, je odgovoril. Gospod mu je rekel: Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna. V Judovi hiši poišči človeka iz Tarza, ki mu je ime Savel. Glej, ta človek moli in v prikazni je videl moža z imenom Hananija, kako je vstopil in nanj položil roke, da bi spet videl. Hananija je odgovoril: Gospod, od mnogih sem slišal o tem človeku, koliko gorja je prizadel tvojim svetem v Jeruzalemu. Tudi tu ima od velikih duhovnikov pooblastilo, da lahko vklene vse, ki kličejo tvoje ime. Gospod pa mu je rekel: Pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si jo izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. Pokazal mu bom, koliko bo moral trpeti za moje ime. Hananija je šel in stopil v hišo. Položil je nanj roke in rekel: Brat Savel, Gospod Jezus, ki se ti je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da spregledaš in postaneš poln Svetega Duha. In v hipu so padle kakor luskine z njegovih oči. Spet je videl, vstal in se dal krstiti. Zaužil je hrano in vrnile so se mu moči. Nekaj dni je preživel z učenci v Damasku. Takoj je šel v shodnice in oznanjal, da je Jezus Božji sin. Berilo, ki smo ga slišali, govori o spreobrnenju apostola Pavla. Eden največjih preganjavcev kristjanov je postal eden največjih apostolov. V njegovem življenju se je zgodila 100% sprememba. In zato ne čudi, da so se kristjani, ki za to niso vedeli, ko so ga ponovno zagledali, bali, kajti pred sabo so imeli človeka, ki jih je preganjal, in mislili so, da je ponovno ta isti človek pred njimi. Bog je imel načrt za Pavla, tako kot ima načrt za vsakega človeka. Vendar je za izpolnitev tega načrta uporabil sočloveka, v tem primeru Hananija. Ko je Hananija molil za Pavla, so se odprle Pavlove duhovno in fizično slepe oči. Dragi zbrani, nekdo je molil za nas in tudi mi molimo za druge. Morda za tiste, za katere mislimo, da so popolna izguba, vendar so v Božjih očeh dragoceni in ljubljeni. In Pavlovo spreobrnenje je bilo vidno, kajti vrnil se je nazaj v shodnico, torej v cerkev, tja, kjer so bili kristjani, toda tokrat z drugim namenom, ne da jih preganja, ampak da jim pove, kdo je Jezus Kristus, ker ga je doživel. In to oznanilo naj odmeva to jutro tudi skozi pesmi, ki jih bomo v nadaljevanju peli, kajti Jezus Kristus je Božji sin, on je odrešenik, on je naš Gospod. In zato nas vabim, da skupaj zapojemo pesmi v slavo njemu.
močni Gospod. Svet
Hvala ti, Jezus, ker si odprl tudi moje slepe oči. In hvala ti, ker si odrešenik vsakega človeka. Zato te slavimo, poveličujemo in dvigamo glas k tebi, ker si ti naš Gospod, ker si ti naš Bog, ker si ti naš prijatelj. Amen. Pred nami je še kolekta, nabirka prostovoljnih prispevkov. Bodimo blagoslovljeni tudi v tem. Izvolite sesti, smo pri poslušanju Božje besede. Danes bomo zvedeli, da Bog ne deli aplavzov, ampak usmiljenje. Drage sestre, dragi bratje, človek še nikoli v zgodovini ni imel takšnega občutka vsemogočnosti, kot ga ima danes. Živimo v zlati dobi tehnokratskega napuha. Zgradili smo svet, ki nenehno hlepi po aplavzu, trofejah in potrditvi. Stojimo na rdečih preprogah svojih navideznih uspehov, si podeljujemo oskarje za elitne tehnološke dosežke. Z enim klikom upravljamo z milijardami, z umetno inteligenco simuliramo življenje, z digitalizacijo pa poskušamo nadzorovati vsako sekundo našega obstoja. Stopili smo celo v najbolj svete prostore življenja. Kloniramo bitja, se igramo z genetskim dizajniranjem, spreminjamo zapis DNK in se obnašamo, kot da smo sami avtorji stvarstva. Postali smo civilizacija, ki stoji v bleščečem templju sodobnega sveta in moli po vzorcu, kot sta molila farizej in cestninar iz današnjega evangelija. Osnova je podobna, način razmišljanja tak kot takrat, dejanja pa primerna današnjemu času. Pa vstanimo. Evangelij po Luku, 18. poglavje od 9. do 14. vrstice. Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični in so zaničevali druge, je povedal, torej Jezus, tole priliko. Dva človeka sta šla v tempelj molit, eden je bil farizej, drugi cestninar.
Farizej se je postavil in pri sebi molil takole: Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešušniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se 2-krat na teden, 10 dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišan. Poslušali smo Božjo besedo, Bogu hvala. Živimo v kulturi perfekcionizma in podeljevanja oskarjev vseh vrst. Nenehno moramo biti uspešni, telesno brezhibni, lepi in nasmejani. Stalno smo pod pritiskom, zaradi česar izgubljamo svojo resnično samopodobo. V to zlaganost, samoprevaro, hlinjenje, igro, blef, zgolj zato, da bi ohranili svoj imidž, vstopa Jezus, da nas preprosto zgodbo pravzaprav parodijo predrami. V sodobni tempelj našega sveta stopita 2 človeka. Eden gre na oder po Oskarja, da bi dobil božji aplavz, drugi pa se skrije v kot, ker spozna, da Bog ne deli aplavzov, ampak usmiljenje. Farizejeva molitev v templju sploh ni molitev k Bogu, ampak monolog občudovanja samega sebe in zaničevanja drugega. Prisluhnimo današnjemu sodobnemu kolektivnemu farizeju. Hvala ti, naš lastni ego, da nismo kakor prejšnje generacije, da smo prehiteli in pustili daleč zadaj vse civilizacije v zgodovini človeštva. Hvala ti za naše laboratorije, kjer spreminjamo kodo samega življenja, za umetna super mesta, za neizmeren blišč kapitala in za to, da s kloniranjem, transhumanizmom in tehnologijo postajamo sami svoji bogovi. Hvala ti za umetno inteligenco, ki misli namesto nas, za kvantne računalnike, ki rešujejo skrivnosti vesolja, in za poskuse nadzorovanja jedrske fuzije, s katero si želimo ustvariti lastno sonce na zemlji. Hvala ti, da smo zgradili digitalni paradiž, ulovili podatke celotnega sveta v oblake in postali popolnoma neodvisni od neba, od letnih časov, od tvoje božje previdnosti. To uničujočo resnico o človeku, ki slavi le samega sebe, čudovito ponazarja starodavna zgodba. Pravi takole: nekoč davno je neki kralj povabil na kraljevo svečanost glasbenika harfista. Zbranih je bilo veliko imenitnežev. Ko je harfist brenkal po strunah harfe in igral, med petjem izgovarjal le besede v prid sebi ter v svojo čast in slavo. Balada za balado je slavila njegova potovanja, junaštvo, čeden videz, ljubezenske avanture, talente, vrline, dosežke, podvige. Ko je bilo praznovanja konec, je harfist kralju rekel: vaša visokost, ponižno vas prosim za izplačilo. Kralj pa mu je odvrnil: prepevali ste samo o sebi, nič pa o kralju, nič o ljudeh, nič o deželi, bodite sami svoj plačnik. Harfist mu je oporekal: ali nisem lepo pel, ali nimam lepega glasu in čudovitega glasbenega daru? Kralj mu je odvrnil: toliko huje za vašo ošabnost, nikoli več ne boste igrali v mojem kraljestvu.
A medtem, ko se hvalimo s temi tehnološkimi trofejami, se okoli nas in o nas dogaja katastrofa. Ta svet, ujet v narcisoidni kult osebnosti, je ustvaril najhujšo obliko suše, medosebno sušo. Živimo za ekrani, ujeti v svet zaslonov, kjer zbiramo všečke, a zgubljamo sebe in bližnjega. Digitalizirali smo vse, a usahnili v odnosih. Nimamo več osebe, ki si gledajo v oči, postali smo profil, številka, podatek. V tem suhem svetu brutalnega kapitalizma in egoizma ni več prostora za sočutje in bližino. Izgubljamo vodo človečnosti. Naša srca so postala tako trda, da skozi njih več ne teče struga ljubezni. In ta brezmejni napuh, ta kapitalistični in vojaški egoizem sta dosegla svoj krvavi vrhunec in davek. Priča smo zrežiranim krivičnim vojnam, ki jih svetovni brezumni veljaki sprožajo izključno zaradi zaslužka. Ne glede na ceno človeških žrtev, ne glede na uničena življenja otrok in družin, pomemben je le profit. Profit, ki kuje milijarde iz krvi nedolžnih. Hkrati človekov pohlep brez milosti ruši in seka amazonske pragozdove, pljuča, srce našega planeta. To je naše farizejstvo 3. tisočletja. Kdo bo skrbel za kisik, dež, hlajenje, utrip planeta? Vse to uničujemo zaradi dobička, da bi dobili pašnike za korporacije. In da bi bila tragedija popolna, smo planet zastrupili z grmadami odpadkov. Naravo smo preplavili s plastiko, ki se ne razgradi. Mikroplastika, nevarni nanodelci preplavljajo oceane, zemljo, oblake. Ti umetni strupi krožijo celo v našem obtoku. Zaradi tega umazanega kapitala, brezbrižnosti, brezbožnosti, se je začela naša skupna hiša, planet Zemlja, rušiti kot hišica iz kart. Ni nam treba čakati na jedrsko orožje, planet že gori. Gori v ognju sovraštva, krivic, kemičnega opustošenja, uničenja. In potem, sredi tega našega uspeha, farizejskega napuha, udari neizprosna realnost. Pride huda suša in vročina v Evropi in po svetu. Nebo se zapre, postane trdo kot bron. Gozdovi in polja okoli nas začnejo dobesedno goreti. Pridelka ni, vodni viri presihajo, najbolj ranljivi pa se že soočajo z lakoto. V tistem trenutku se ves naš tehnokratski blišč sesuje v prah in človeštvo doživi brutalno, upam, bolečo streznitev. Mi, ki se hvalimo, mi farizeji, da smo prehiteli vse zgodovinske civilizacije, medtem ko v svojem napuhu sploh ne pomislimo, da so pred nami morda obstajale najverjetneje še naprednejše kulture, ki jih je Zemlja zaradi enakega pohlepa pokopala pod plasti stoletij. Mi, z vso svojo super znanostjo, pa nimam nič proti njej, le ne gre v pravo smer, ne znamo ustvariti niti ene same tople besede. Ne znamo ustvariti preproste kaplje pravega, čistega dežja, kaj šele
medosebnih odnosov. In ko farizejski človek 3. tisočletja v svojem obupu poskuša ubežati žeji in začne z velikanskimi obrati, kot zdaj pravijo, razsoljevati morsko vodo, da bi prišli do vode, pade v lastno uničujočo past. Ta tehnokratska rešitev namreč zahteva nepredstavljive, ogromne količine energije. Ujeti smo v grozljiv vrtiljak, začaran krog, bolj ko vodo razsoljujemo, več energije skurimo, bolj s tem segrevamo celoten planet, hujša je vročina, večja je suša in spet potrebujemo več umetne, drage vode, ki bo postala dražja kakor nafta. Tudi če bi s kemikalijami poskušali prisiliti nebo v nekakšen umeten dež, bomo z neba splaknili plastiko in strupe, ki smo jih poslali tja gor, mi, farizeji, zemljani. Človekov umetni poseg ne more nadomestiti Božje previdnosti. Bog je namreč v svoji neskončni modrosti natanko postavil naravni red. Stvarstvo je z glasbeno, kirurško natančnostjo ustvarjeno. Če bi os Zemlje premaknili le za 1 sam milimeter, če bi se soncu za las približali ali od njega oddaljili, bi se celoten sistem življenja v trenutku sesul v prah, mraz, hlad, ogenj. In človek, ta mali povzpetnež, ta mali prevzetni farizejček, si predstavlja, da bo prelisičil Boga, ko svojim pohlepom seka amazonske pragozdove, seje plastiko, strupe, ruši Božji popolni red, premika meje ekosistemov, uničuje podnebje in misli, da bo šlo tako naprej. Vrnimo se za trenutek v čas teologa in škofa svetega Bazilija Velikega, ki je leta 368 po Kristusu, tako zgodaj, v Cezareji, v Kapadokiji, v današnji Turčiji, med veliko sušo, lakoto, draginjo, hudimi požari, nastopil kot oster družbeni kritik. V svoji znameniti pridigi je prestrašenemu ljudstvu pred tolikimi stoletji, skoraj 2000 let nazaj, odkrito povedal, takole, citiram, nebo je postalo bronasto in nam odreka dež, zemlja je železna in ne daje pridelka. Zakaj? Ker je nebo zaprto tako, kot so zaprta naša srca do soljudi, do ubogih. Zemlja ne obrodi sadov, ker mi ne obrodimo sadov usmiljenja. Oblaki ne rosijo, ker so naša srca usahnila in v njih ni več sočutja. V času, ko so mali kmetje, takrat, toliko stoletij nazaj, v času velikega Bazilija, izgubljali vse, so nekateri bogati trgovci kopičili žito, čakali, da cene poskočijo, brezobzirno služili na račun tuje nesreče. In spet pridigar, teolog in škof Bazilij, dvignil je glas in pozval. Nekateri med vami molijo za sušo, ne pa za dež, samo zato, da bi vaše staro žito pridobilo na ceni. Vi trgujete z lakoto, vi kujete dobiče, ki so za vaših sobratov. Odprite svoje kašče, žito v vaših skladiščih gnije, medtem ko vaši bližnji umirajo od lakote pred vašimi vrati. Kruh, ki ga skrivate, pripada lačnemu, obleka, ki visi v vaši omari, pripada nagemu, obutev, ki vam gnije v kleti, pripada bosemu. Ta Bazilijeva pridiga, in takšne so potrebne tudi danes v parlamentih, svetovnih organizacijah, ni ostala le pri besedah.
Sprožila je eno največjih humanitarnih in prvih akcij po Kristusu, resnično družbeno spremembo starega sveta. Zgradili so Bazilijado, ki so jo poimenovali po tem pridigarju Baziliju. Bazilijado, krščansko četrt zunaj mesta, ki je vključevala bolnišnico, šolo, varen dom, zavetišče za reveže in prve javne kuhinje. Škof Bazilij si je sam opasal predpasnik, osebno pomagal deliti hrano, vodo lačnim, žejnim v času hude suše, ne glede na to, ali so bili kristijani, judje ali pogani. Preprečil je, da bi revni starši zaradi dolgov prodajali svoje otroke v suženjstvo. Ves čas pa je ponavljal, citiram v prevodu: priznajmo svoj napuh, zemlja nas ne kaznuje, ampak nas vzgaja. Stopimo skupaj, enodušno, potrkajmo na vrata nebeškega Očeta. Ko bo med nami oživela ljubezen, bo oživela tudi zemlja. Klic, da se ustavimo, ni božja kaprica. Suša, ki jo doživljamo, ni le vremenski pojav. Je, ampak je za kristijane in za ljudi, ki gledamo trezno, več kot to. Je ogledalo naše civilizacije. Je klic, da končno odložimo svoje pametne telefone, to ne pomeni, da jih ne bomo več imeli, ampak ne bodo naši mali bogovi, da se rešimo suženjstva zaslonov in odvisnosti, da ugasnemo blišč žarometov na rdečih preprogah, ustavimo stroje krivičnih vojn, prenehamo z napuhom, da smo bogovi v laboratorijih in vse povsod, izstopimo iz vzvišenega farizeja in zavzamemo držo skesanega cestninarja. Kdo pa je sodobni cestninar? Sodobni cestninar je vsak izmed nas, ko se končno prebudi iz egoistične hipnoze. To je človek, ki v tišini ugasne bleščeči zaslon in reče: dovolj je. Pogleda suho zemljo, pogleda ranjenega bližnjega, se neha sprenevedati in si lagati. Nima mask, ne živi za aplavz, ne skriva se za svojimi trofejami, kemikalijami, orožjem. Sodobni cestninar stopi v ozadje, korak nazaj, v globoko tišino lastnega srca. Ne upa si niti oči dvigniti proti nebu, ampak se iskreno tolče po prsih, ker ga peče vest, neznosno ga peče vest. In pred stvarnikom izreče besede, edine besede, ki jih lahko izreče: Bog, bodi milostljiv meni, grešniku. Usmili se me, ker svojim udobjem in tiho privolitvijo sodelujem pri uničevanju sveta. Usmili se me, ker sem tiho, ko bi moral oporekati zlu, krivici, vojni, nasilju, zlorabi, izkoriščanju. Odpusti mi, ker me je sram biti kristijan in ker ne spoštujem drugačnih ter drugače verujočih. Usmili se me, ker sem dovolil, da so moji odnosi usahnili. Priznam svojo krivdo in prosim za tvojo milost. To je tisto, kar potrebuje naš svet. Iskreno, globoko, ekološko, medosebno, mirovno in duhovno spreobrnenje. Nov svetovni etos. Potrebujemo ponižnost, da si priznamo, nismo gospodari življenja. Brez tebe, stvarnik, in brez spoštovanja tvojega natančno postavljenega naravnega reda smo suhi, prazni, zastrupljeni, izgubljeni, tesnobni.
Naš narcisizem, naš uničujoči pohlep, naša želja po nadvladi nas vodi do roba propada. Cerkev namreč ni predstava za javnost, to je zavetišče, to je dom, skupni dom, najlepši dom, večni dom. Ni gledališče tu, da bi tekmovali, kdo bo bolje odigral svojo vlogo vernika leta. In ni rdeča preproga za razkazovanje moralnih, statusnih simbolov. Vse, kar se dogaja tu, ni nastop, ni prireditev, je služenje, je ljubezen, je prostor za ranjene, utrujene, lačne, prestrašene, zbegane, kajti tudi nebesa so dom in objem. Srečanje v templju sproži družbeni kratki stik farizeja in cestninarja. Tempelj, ki naj bi bil prostor enakosti, sodobni farizej spremeni v oder za lastno promocijo in v borzno hišo duhovnega kapitalizma. V ospredju pod žarometi poskuša unovčiti svoj brezhibni življenjepis, urejen profil, da bi dobil aplavz. Cestninarja v ozadju uporabi le kot umazano kuliso, ob kateri njegovo razkazovanje lažne beline še močneje zablesti. V istem prostoru tako trčita dva svetova, dva radikalno različna koncepta vere, Boga. Farizej išče Boga in ta Bog, kot da je kapitalist, ki deli dividende za njegov uspeh. Cestninar pa v mračnem kotu z iskrenim kesanjem in priznanjem odpira svoje rane za Boga, ki je šel sam na križ in je preboden za nas. In te rane so večni dragulji v nebesih. Cerkev ni borzna hiša, cerkev je bolnišnica. V tej geografiji templja se zgodi preobrat. Tisti, ki je fizično najbližje oltarju, ostane svetlobna leta oddaljen od Boga in sočloveka. Cestninar, tisti v ozadju, pa z enim samim krikom poštenosti prebije to razdaljo in se dotakne Božjega srca. Geografija templja razkriva, da se bližina Bogu ne meri v metrih do oltarja, temveč v milimetrih odnosa, ki ga imamo z Bogom in sočlovekom. To nastavlja sodobno ogledalo današnji družbi, današnji cerkvi. Farizej ni molil k Bogu, ampak k sebi in da bi ga drugi slišali. Če iščemo v njegovih ustih eno samo besedo podobno molitvi, je ne bomo našli. Pred Bogom sta hkrati stala dva človeka, a molil je samo tisti, ki je iskal vse od Boga, ker ve, da brez njega nima ničesar. Farizejeva molitev je po številu besed v Jezusovi priliki 5-krat daljša od cestninarjeve. 5-krat daljša od cestninarjeve. A kot jaz rad rečem, za Boga so kratke molitve dovolj dolge. V svoji dolgi molitvi, pravzaprav monologu, nastopu, je samega sebe hvalil. O, ta nesrečni osebni zaimek jaz. Poglejte doma, kolikokrat je uporabil ta osebni zaimek jaz. Pričakoval je, da bo celo Bog z nebes prišel in mu čestital. Bog pa ne deli aplavzov, ampak usmiljenje. Na druge je gledal zviška, imel jih je za svoje sovražnike. Vendar, veste, kaj je zamero? Zamera do sovražnikov je kot pitje strupa. Misliš, da bo ubilo njih, a ubije tebe. Namen teh besed ni, in tu končujem, da bi sejali strah. Oznanjali apokaliptični konec sveta, ko to počno sekte in manipulirajo z ljudmi. Te suše in požarov
ne želim zlorabiti. Kajti krščanstvo ni vera pogubljenja, ampak vera upanja, vera izhoda. Ko govorimo o stiski, suši in požarih, o tem ne govorimo zato, da bi svet obsodili na uničenje, temveč zato, da bi dvignili glavo k Bogu in k sočloveku, ker Bog nikoli ne dvigne rok od nas. Ne želi smrti človeka, ampak da človek živi. Suha zemlja ni Božje maščevanje, ampak je ljubeč klic, vrnite se k meni, sinovi človeški, hčere človeške, vrnite se k življenju, k ljubezni. Danes bomo odložili farizejske maske, postali iskren cesninar. Kot cerkev bomo molili za dež in za vse žrtve vročinskih požarov in lakote. Molitev v času suše je izraz ponižnosti. Suša je namreč dokaz, da se je človek že na samem začetku oddaljil, odtujil od Boga, da je ranjeno vse stvarstvo. Suša, lakota, požari so znamenja neravnovesja v svetu. Molitev za dež ne spreminja Boga, spreminja pa nas. Ko skupnost moli za dež v času suše, se v nas prebudi sočutje, solidarnost, potreba po spreobrnjenju k Bogu. Hkrati, ko molimo za dež, pa se v nas prebudi globoka hvaležnost za vsako kapljico vode in za vsako zrno žita. Mnoge sodobne suše so posledica človekovega napuha in pohlepa. Prva cerkev je učila, da je zemlja suha in nerodovitna, ker sta usahnili ljubezen in sočutje. In da je molitev za dež nesmiselna, če človek hkrati ne odpre svojega srca in premoženja za tiste, ki stradajo. Zapisali so, da ko človek pozabi na Boga, Bog zaklene nebo ne zato, ker je kapricast, ampak v naše dobro, da bi človeštvo spet spoznalo svojo majhnost in odvisnost. Bog suše ne pošilja kot zlobne kazni, temveč jo dopušča kot zadnjo zavoro našemu brezupnemu napuhu, da bi se človeštvo ustavilo, preden bo prepozno. Zaklenjeno nebo ni znamenje Božje krutosti, ampak krik ljubezni, ker Bog spoštuje našo svobodo, hkrati pa si želi, da oživimo odnose med sabo in spoštovanje do njegovega stvarstva. Suša takrat postane zdravilo za človeški napuh in za našo pogoltnost. Sonce in dež jemljemo kot nekaj samoumevnega, kot da nam pripada samo po sebi. Vendar zdaj smo pred zrelostnim izpitom. Pa bomo rekli, nekaj 100 ljudi lahko spremeni svet? Da, en sam človek je dovolj. Začnem pri sebi. Ugledni Terence McCain je zapisal takole in te dni sem to že sprožil v medije. Zahodna civilizacija je nabita pištola, usmerjena v glavo našega planeta. Ko ljudje pahnemo s prestola Boga in nanj postavimo sebe, Bog joka, pa ne zaradi sebe, ampak zaradi nas, ker ve, kaj nas brez njega čaka. Albert Einstein pa je izjavil, vsak dan početi isto in pričakovati drugačen rezultat je definicija norosti. Toda cerkev, zdaj smo v času stare zaveze, času Elije, ko je bila velika suša, o tem beremo in prosimo, da Bog odpre nebeške zapornice. Kajti v molitvi Oče naš prosimo, daj nam danes naš vsakdanji kruh. Če nas Bog vabi,
Naj molimo, daj nam danes naš vsakdanji kruh, nas vabi, da tudi molimo za dež. Zato sedaj polni krščanskega upanja in s ponižnim srcem pridimo kot otroci k očetu, enodušno usmerimo svoj apel k stvarniku življenja in molimo. Vsemogočni Bog, stvarnik neba in zemlje, v tvojih rokah sta življenje in rast vsega stvarstva. Poglej na našo izsušeno zemljo, ki vpije po tvojem blagoslovu. Podari zemlji vodo življenja, dež, ki bo obrodil hrano za vsa tvoja bitja, ne samo za nas. Pošli nam dež, da zaceliš zemljo in umiješ njeno obličje, vodo, ki bo napojila žejno pokrajino. Naj se iz naših dvomov rodi vera, iz našega obupa upanje, iz naših stisk sočutje do bližnjega. Prosimo te, odpri nebeške zapornice in nam pošli dar osvežilnega dežja. Naj tvoja voda napoji žejna polja, obnovi usihajoče vire in prinese rodovitnost naši zemlji, da bodo tvoji otroci imeli vsakdanji kruh. Prebudi v nas hvaležnost za vsako kapljo vode in nas nauči biti dobri oskrbniki tvojega stvarstva. Pomagaj nam, da bomo v času stiske in uničujočih požarov z drugimi delili to, kar imamo, ter podpirali tiste, ki so zaradi suše najbolj ogroženi. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu, prosimo. Amen. Pesem pravi, vsi ljudje sveta žejni so Boga. Torej nismo žejni samo dežja in žita, lačni, žejni smo Boga.
V skupnosti cerkve molimo molitev, ki nas jo je naučil naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Preden se vrnemo v hrup sveta, sprejmimo Aaronov blagoslov, ki so ga tisočletja prejemali rodovi pred nami. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.